eden izmed najbolj pogostih mitov okoli tega zakona je, da bodo varovalke tiste, ki bodo ščitile pred zlorabami. Ampak ali smo mi res prva država, kjer uvajajo evtanazijo in pomoč pri samomoru in nam obljubljajo varovalke, ki bodo preprečevale zlorabe? Ne, seveda, da ne. Ker to je zelo močno orožje v rokah tistih zakonodajalcev, ker varovalke dajo tisto transparentnosti, kredibilnosti, da ne bo prišlo do zlorab. Ampak prav v vsaki državi, Nizozemska, Belgija, Kanada in tako naprej, je prišlo do zlorab. Ampak zakaj je prišlo do zlorab? Zato, ker narava varovalk ni v tem, da ščitijo ranljive paciente, torej tiste, ki bi mogoče delovali pod nekimi pritiski ali pa čem podobnem, ampak narava varovalk je v tem, da zaščitijo tiste zdravnike, ki dajo smrtno dozo, da potem v primeru nekih napak ne pridejo pred sodišče, da niso obtoženi umora. In kar pomislimo, tako zelo veliko stvari je v tem zakonu odvisne od neke presoje zdravnika. Recimo, popolnoma subjektivno neznosno trpljenje. Torej, čist na podlagi tega, kar se zdravnik odloči, ali bo neki neznosno trpljenje, ki bo upravičilo pomoč pri samomoru ali ne. In najbolj enostavno je, da v bistvu naredijo proces sprejemanja te odločitve ali pa proces tako zakompliciran, da lahko zdravnik na koncu reče, glejte, jaz sem delal v dobri veri, šli smo po točnem procesu, kar je definiran in je pač vse prišlo, Bog pomagaj. Ampak poglejte, kljub temu je prišlo do smrtne žrtve v tem primeru. In tudi Belgija in Nizozemska, kjer pač imajo že 20 let in več pomoč pri samomoru in evtanazijo. Tudi tam v teh državah prihaja do zlorab, ampak sploh ne pridejo pred sodišče, zaradi tega, ker komisije, ki revidirajo te evtanazije, rečejo, lejte se, ta zdravnik je delal v dobri veri, tudi če je naredil nekaj proceduralnih napak, to še vse ne pomeni, da ga bomo zdaj obsodili. Deluje v dobri veri, to je to. Zato se ne smemo pustiti prepričati, da bodo varovalke tiste, ki bodo preprečevale nedolžne smrtne žrtve. Varovalke bodo samo preprečevale, da ljudje, ki so odgovorni za smrti nedolžnih ljudi, ne bodo prišli pred sodišče.